Pozdravljeni! Danes se bomo pri spoznavanju okolja posvetili enemu najpomembnejših elementov na Zemlji, vodi. Da brez vode ni življenja. Ste gotovo že slišali reči koga od starejših, da je treba z vodo varčevati in skrbno ravnati tudi. Danes pa bomo bolj podrobno raziskali, kje vodo lahko najdemo in v kakšni obliki. Odkrivali pa bomo tudi, kako lahko vodo sami spreminjamo in zakaj se to spreminjanje zgodi. Prebrala bom zgodbo. Dobro jo poslušaj in štej, kolikokrat boš slišal besedo voda oziroma neko podobno besedo. Roka je zjutraj zbudila budilka. Vstal je in si najprej umil obraz. Pojedel je zajtrk, ki mu ga je pripravila mama, in spil kozarec vode. Na poti v šolo ga je presenetil dež. Odprl je dežnik. Prvo uro so se pri spoznavanju okolja pogovarjali o rekah, jezerih in morjih. Po pouku se je odpravil domov. Tam ga je čakala muca Pika. Pobožal jo je in ji natočil sveže vode. Naslednje jutro je opazil, da je ponoči zapadel sneg. S streh so visele ledene sveče. Si dobro poslušal? Kolikokrat ti je uspelo najti besedo voda? Če si dobro poslušal, si jo zasledil dvakrat. V zgodbici sem ti besedi obarvala modro. Se pa v zgodbi razkriva voda tudi v drugih oblikah, ki jih lahko najdemo v naravi. Obarvala sem jih zeleno. Poišči te besede. Vidiš, voda se razkriva v besedah dež, rekah, jezerih, morjih, v besedi sneg in v besedi ledene sveče. Razmisli. Si že uspel videti vodo v teh oblikah v naravi? Pozorno opazuj slike oziroma fotografije, ki so prikazane. Na njih je prikazana voda v različnih oblikah. Ko boste v višjih razredih, boste govorili o agregatnih stanjih vode. Mi pa bomo letos spoznali in znali povedati, da vodo poznamo v 3 različnih oblikah, in sicer v trdni obliki, v tekoči obliki in v plinastem stanju oziroma v obliki plina. Voda je v naravi veliko in je vse okrog nas, v vseh 3 različnih oblikah, v tekočem, v plinastem in v trdnem stanju. Voda je na Zemlji v morjih, jezerih, rekah, najdemo jo v prsti, v rastlinah, tudi v nas ljudeh jo je veliko. Zaradi toplote sonca voda z Zemlje vseskozi izpareva in se dviga kot vodna para v zrak. Ti delci so tako majhni, da jih s prostim očesom velikokrat ne opazimo. Visoko v zraku se ta vodna para zopet ohladi, kapljice vodne pare se zberejo v večje, nastanejo oblaki, in ko so kapljice dovolj težke, dovolj velike, padajo na Zemljo kot dež, toča ali sneg. Odvisno pač od tega, kako toplo oziroma hladno je na Zemlji. Ta voda, ki tako pade na Zemljo, pade na rastline, na površino, na zemljo, na travnike, nekaj jo porabimo živa bitja, nekaj pa se jo zbere zopet globoko pod zemljo in takšni vodi rečemo podtalnica, saj teče pod tlemi. Zanimivo, kaj? Ampak o kroženju vode se boš učil v višjih razredih. Danes boš predvsem raziskoval. Vodo boš spreminjal iz tekočega v trdno stanje
in iz trdnega zopet v tekoče stanje. Tekočo vodo boš spremenil v plin oziroma v plinasto obliko. Kar malce čarovnika boš danes lahko postal. Si pripravljen? Potreboval delovni zvezek za spoznavanje okolja, stran 39. Poskuse, s katerimi boš opazoval različne oblike vode, pa boš delal ob zvezku aktivnosti, kjer imaš navodila za delo na strani 12. Za delo boš potreboval ledene kocke, kozarec vode, kovinsko posodo z vodo, kuhalnik in pokrovko. Pri nalogah v zvezku aktivnosti boš nujno potreboval pomoč in spremljavo staršev. Voda, ki jo segrejemo, je namreč lahko zelo vroča in če se z njo polijemo, nas lahko močno opeče. Zato s poskusi počakaj na starše. V delovnem zvezku na strani 39 imaš čisto na vrhu prikazano vodo v vseh treh oblikah oziroma stanjih. Prva slika prikazuje vodo v trdnem stanju. Vidiš, da je tole neko jezero, ki je poledenelo. Prikazuje torej jezero pozimi, ko je zelo hladno, ko je temperatura pod ničlo in voda v jezeru se je spremenila v led. Srednja slika prikazuje potok oziroma neko reko, ki prikazuje vodo v tekočem stanju. Tretja slika oziroma desna slika pa prikazuje vodo v plinastem stanju. Prikazuje v bistvu zrak, kjer so delci vode tako majhni, da jih s prostim očesom ne vidimo. Ker pa skozi njih potuje svetloba, jih lahko prepoznamo v tej modri oziroma različnih odtenkih modre barve. Kot sem že omenila, vodo spreminja obliko, če jo segrevamo ali če jo ohlajamo. Na sobni temperaturi, to je temperatura našega stanovanja, je voda v tekočem stanju. Takšni obliki vode rečemo kar voda ali tekoča voda. Zagotovo pa si že kdaj želel narediti kocke ledu. Poleti, če ti je bilo vroče, da bi si z njimi ohladil svoj sok. Kam si dal vodo, če si zaželel ledene kocke? Si lahko vodo pustil kar na pultu? Je bilo dovolj, da si dal vodo v hladilnik? Ali pa si moral dati vrečko z vodo v zamrzovalnik? Zakaj? Kje je temperatura zraka nižja? V hladilniku ali v zamrzovalniku? Seveda, v zamrzovalniku. In če želimo, da voda zmrzne, mora biti temperatura nižja od 0 stopinj. Zagotovo si videl tudi že led na cesti. Voda, ki je na tleh, zaradi nizkih temperatur zamrzne in se spremeni v led. Če pa temperatura zraka zopet naraste oziroma če led segrevamo, se spremeni zopet nazaj v tekočo obliko vode. V delovnem zvezku imaš tudi navodilo, da opazuješ ledeno kocko v svoji dlani. Najprej razmisli, ali se bo v tvoji dlani ledena kocka spremenila. Preden primeš ledeno kocko v roke, v polje napoved napiši ne, če misliš, da se ledena kocka ne bo spremenila, in v polje da zapišeš da, če se bo ledena kocka spremenila. Nato pa kocko zares primi v roke. Opazuj jo, kakšna je na otip. Je mrzla? Je vroča? Je trda ali mehka? Gladka ali hrapava? Opazuj, kako se ledena kocka spreminja. V spodnje polje nato napiši, kaj imaš sedaj na svojih dlaneh. V polje ugotovitev pa zapiši da ali ne, če se je ledena kocka na tvoji dlani spremenila oziroma če se ni.
Vodo pa lahko tudi segrevamo. S čim že grejemo vodo? Je dovolj, da jo damo na štedilnik? Ali pa moramo štedilnik tudi prižgati? Kaj segreva vodo? Seveda, toplota ognja. Ta povzroči, da se voda segreje. Delci vode postanejo manj povezani in počasi se ločijo in se spremenijo v posamezne delce, v paro, ki se zaradi toplote in manjše velikosti oziroma teže dvigne iz lonca. Pravimo, da voda izpari. Ja, ne izhlapi, ampak izpari. Voda pa izpareva tudi v naravi zaradi toplote sonca. Saj si že opazoval kakšno lužo, ki je bila najprej velika, potem pa je posijalo sonce in je bilo luže vedno manj, kaj ne? Enako se zgodi z vodo, ki je v naših oblekah, ki jih mamica opere. Mama najprej obesi mokro perilo, ki se potem zaradi toplote okolja ali našega prostora, ta voda potem izhlapi in perilo postane suho. To poznaš, kajneda? Torej, zaradi segrevanja s sončno toploto se drobne kapljice vode v obliki pare, ki je ne opazimo, ker so tako majhne, izparijo nazaj v ozračje. Včasih v svoji okolici lahko vidimo meglo. No, megla so že malce večji delci pare, ki se združujejo in jo zato lažje opazimo. Delci vode oziroma vodna para pa so tudi v našem izdihanem zraku. Zjutraj izdihni nekaj zraka na okensko steklo in ko se bodo delci vode v tvojem izdihu ohladili, boš na oknu opazil delce vode. Če vodno paro ohladimo, se torej spremeni nazaj v tekočo obliko vode, nastanejo kapljice. Na tej sliki imaš še skupni prikaz, kako lahko s pomočjo segrevanja in ohlajanja vodo spreminjamo v različne oblike. Torej, vodo, ki je v tekočem stanju, lahko s pomočjo ohlajanja spremenimo v led, ki je v trdnem stanju. Če led, ki je v trdnem stanju, segrejemo, dobimo zopet nazaj vodo v tekočem stanju. Če vodo v tekočem stanju segrevamo, dobimo paro, v kateri je voda v plinastem stanju. Če paro ohlajamo, dobimo zopet nazaj tekočo vodo, torej vodo v tekočem stanju. Ta miselni vzorec tudi prepiši v zvezek sonček. V gradivu pa imaš tudi nekaj povezav, ki vsebujejo zanimive vsebine o vodi. Vabljen, da si jih ogledaš. V nadaljevanju boš opravil še nekaj poskusov in spreminjal vodo v različne oblike oziroma stanja. Ne pozabi, pri teh poskusih nujno potrebuješ pomoč starejše osebe, saj boš vodo segreval in se lahko močno opečeš. Naloge so opisane tudi v zvezku aktivnosti na strani 12. Ne pozabi, kako rešujemo takšne naloge. Vedno najprej pogledamo navodilo, kaj moramo storiti. Razmislimo, kaj se bo zgodilo, in najprej zapišemo napoved, poleg tega modrega krogca z vprašajem. Šele nato poskus izvedemo in to, kar smo spoznali oziroma odkrili, zapišemo v polje ugotovitev, ki je poleg zelenega krogca s kljukico. Znova torej opozarjam, da pri teh poskusih prosiš za pomoč odraslo osebo. Najprej boš raziskoval, če se stanje vode, ki jo segrevamo, spremeni. Kaj misliš, se bo voda, ki jo boš segreval, spremenila?
V polje napoved zapiši besedo da ali ne, glede na to, kaj misliš. Nato ob spremstvu odraslega v lonec nalij nekaj vode in vodo segrej do te stopnje, da bo začela vreti. Napiši, kaj se dogaja z vodo v loncu. V prejšnjem koraku si torej vodo segrel do tega stanja, da je začela vreti. Sedaj razmisli, če se bo stanje vodne pare, torej tista voda, ki je izparevala iz lonca, če se bo ta vodna para kaj spremenila, če jo uloviš na mrzlo pokrovko. V polje napoved zapiši da ali ne, če misliš, da se bo ta voda kaj spremenila. Nato posodo z vrelo vodo pokrij z mrzlo pokrovko. Čez nekaj časa pokrovko dvigni in si oglej spodnjo stran pokrovke. Napiši, kaj opaziš na spodnji strani pokrovke. Pri tretjem delu poskusa pa boš razmislil, ali se bo stanje vode, torej oblika vode, spremenila v zamrzovalniku. V polje napoved zapiši da ali ne. Nato se loti preizkusa. V plastično posodico nalij malo vode ali pa v vrečko in jo daj v zamrzovalnik. Ta poskus boš lahko dokončal šele jutri. Kar nekaj časa pusti vodo v zamrzovalniku. Nato pa opazuj, v kaj se je voda spremenila, in to obkroži pri tej tretji nalogi. Torej obkroži, ali se je voda spremenila v led, v sneg, ali je voda ostala v tekoči obliki, ali pa je v vodi ostal nič, torej v vrečki oziroma v posodici ni več ničesar. Skupaj smo torej spoznavali vodo in nekaj njenih lastnosti. Postal si pravi učenjak. Če veš, da vodo v naravi najdemo v 3 oblikah, v tekoči, v trdni in v plinasti, potem si se danes nekaj novega naučil. Če veš, da vodi v trdni obliki rečemo led, vodi v tekoči obliki rečemo voda in vodi v plinasti obliki rečemo para, si zaslužiš še eno pohvalo. Če veš povedati, da voda spreminja obliko, ker jo segrevamo in ohlajamo, pa si res super učenjak.